Božič mi zares veliko pomeni. Že vso to praznično vzdušje, vse te luči, res je ta občutek v srcu enkraten. Ko pa pomislim na bistvo Božiča, na bistvo, to je to, da je bil rojen naš odrešenik pred več kot 2000 leti, takrat pa občutim ta mir, ki ga prinaša ravno on, ki se je rodil, ki je potem odraščal, prišel tako daleč, da so ga umorili, vendar po veri verujem, da on živi. In on živi v naših srcih. In z njim lahko imamo vsakodnevni odnos. In res, ta mir, ki ga daje samo on, je mir, ki ga ta svet ne more dati. In ta luč, ki sije od njega, je luč, ki nas vodi, da ne tavamo v temi, ampak da hodimo v luči. V bistvu jaz ne morem reči, da bi kdaj živela brez Boga. Namreč že od malega izhajam namreč iz majhne krščanske družine. Starši so me vedno vzgajali v krščanskem duhu. Vedno smo zahajali v cerkev. Tudi Božič vedno praznovali. To je bilo za nas res nekaj izredno velikega. In tako da ja, nekako ne morem reči, da bi jaz kdaj živela brez Boga. Je pa res, da so prišla najstniška leta, ko sem si začela postavljati veliko vprašanj. Kot na primer, zakaj je potrebno hoditi v cerkev? Koliko dobrih del je potrebno opraviti, da boš ugajal Bogu, da boš odrešen? Kaj je resnica? In takrat vem, da sem večkrat že bila tako obupana, da bi kar najraje nekam odšla. Ampak nekako sem vztrajala. Ja, jaz menim, da sem Jezusa poznala že od malih nog. Morda, kako sem ga doživela, morda je to zame bolj aktualno. Kot sem že povedala, je bil ta začetek iskanja nekaj več v najstniških letih, ko me je zanimalo 100 vprašanj. In potem še kar naprej sem se spraševala, sploh me je zanimalo, kaj je resnica. Zakaj nam je to potrebno, ono, tretje? In nekako vsak si želi v življenju srečo, uspeh, tako tudi midva z možem sva si delala ogromno načrtev, ciljev, vendar ni šlo vse po najinih načrtih. Ko se je zdelo, da bo nekaj uspelo, se je začelo rušiti. In tako rekoč vse se pa je zrušilo, ko je nastopila moja bolezen, za katero še zdravniki niso takoj ugotovili, zakaj gre. In takrat, ko sem se znašla v bolniškem staležu, v bolnici na raznoraznih preiskavah, takrat so mi po glavi ponovno rojile misli in vprašanja. Če Bog je, zakaj dopušča trpljenje? Zakaj je to potrebno? Obiskali so nas tudi v tistem času znanci, ki so radi govorili o Bogu, ki je dober, milostljiv, dobrotljiv, odpušča grehe. Podarili so nam tudi Sveto pismo in mi govorili, da je prav Jezus tisti, ki osvobaja. Mislila sem si, okej, vse dobro in prav, ampak vse to že jaz vem,
Saj to sem že slišala, saj hodim v cerkev. Čutila sem neki pritisk in vprašanje, kaj bi še želeli, da storim. Bolezen me je itak že izčrpala, nisem imela moči, ne zmorem še kaj več delati za Boga. In tako se je stanje iz dneva v dan samo še slabšalo. Čutila sem, ali bom umrla ali ozdravela. Neke vmesne poti nisem več videla. Seveda sem si želela, da bi ozdravela. In po kar nekaj časa je minilo, zdravniki so se trudili, bom rekla, zelo z menoj, je uspelo, da sem zopet bila zdrava. Ampak naj povem, v tistem času sem imela čas in posegla sem po Svetem pismu. Res me je začelo bolj zanimati, kaj vendarle piše v njej. Čeprav sem, kot sem že rekla, že vedela približno, kaj piše, ampak vzela sem si čas, začela sem razmišljati, kaj berem. In besede v Janezu 3:16 so se me najprej in najbolj globoko dotaknile. Tam piše: Bog je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče ne izgubil, da bi imeli vsi večno življenje. In resnično, to je ta Jezus. To je ta Jezus, ki resnično odpušča, ki nam daje novo možnost in on res osvobaja. On odpušča še tako velikemu zločincu, morilcu. Zopet bi se lahko vprašala in sem se vprašala večkrat, zakaj? Jaz tega ne bi storila. Ja, to pa je to, ker Jezus je brezpogojna ljubezen. On ne postavlja nobenega pogoja, on ne postavlja nobenih mej, nobenih odlokov. To je ljubezen, ki je mi nekako ne moremo razumeti. In to ravno zato, ker smo grešniki. In ravno to je to. Tukaj sem doživela Boga. Boga, ki me je iz neke neizhodne situacije, iz situacije bolezni, zopet potegnil, da sem bila zdrava. In takrat sem začutila tudi ta mir, ki ga daje samo on. Mir v srcu, ki ga ne doživiš le za velik praznik, ampak ga lahko doživiš vsak dan, če študiraš, če razmišljaš o Božji besedi. Jezus mi pomeni življenje. Brez njega si dandanes življenja ne znam predstavljati. V okoliščinah, kjer živimo, kjer ni upanja, kjer je vedno znova in znova so neki problemi, ne vem, kako bi lahko preživela, če ne bi imela te vere. In bom rekla, ne samo vere, ampak tega osebnega odnosa z njim. To, da lahko vsak dan, kadarkoli, kjerkoli si, bereš njegovo besedo, besedo življenja. In navado imam, da predno posežem po Svetem pismu, vprašam, Jezus, kaj mi imaš za povedati? In veste kaj? Vedno znova in znova naletiš na besede. Ne boj se, ne obupaj, ne skrbi. Jaz sem s teboj. Jaz ti bom pomagal. Jaz sem tvoj tolažnik. Jaz sem tvoj knez miru. In res, ta mir, ki je tudi nekako opevan ob tem času, ob Božiču,
je najbolj pomemben. Ampak ta mir, ki ga on daje v naše srce, to je najpomembnejše. In to bi zaželela vsem, vsakemu, ki to gleda, posluša, resnično, da v vaša srca pride ta Božji mir, ki presega vsak mir na tej zemlji.